Spoštovani gospod predsednik Republike, spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, spoštovani visoki gostje iz političnega in javnega življenja, spoštovani gospod nadškof metropolit, spoštovani gospod škof, spoštovani predstavniki verskih skupnosti, dragi prijateljice in prijatelji. Veliko čast mi je, da vas lahko danes nagovorim s svojim modrovanjem. Zdi se mi, da se nikoli, odkar obeležujemo 23. avgust kot dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, gojenje tega spomina ni kazalo kot večja nujnost. Neizvana brutalna ruska agresija na Ukrajino, ki traja že pol leta, je namreč lahko zrasla iz zemlje, obilno pognojene z omalovaževanjem spomina na žrtve totalitarizma. Celo več, eden temeljnih kamnov neosovjetizma, ki je v zadnjih 20 letih povsem obvladal najprej Belorusijo in za njo Rusijo, je ravno podoba zgodovine, v kateri mora biti vse podrejeno ohranjanju neomadeževane podobe storilcev množičnih zločinov. Če žrtve kakšnega totalitarizma že kje pridejo do besede, so nesramno izrabljene za topovsko hrano v prizadevanju za utrditev pridobitev drugega totalitarizma. Žal pred podobnimi izkušnjavami, da bi v strahu za ugled njihovih krvnikov omalovaževali spomin na žrtve, saj ravno iz nasilja porojeni družbeni model za mnoge še vedno velja za temelj naše družbe, nismo imuni niti pri nas. In zaradi tega se 23. avgust kot spominski dan v naši spominski krajini tako težko prebija na mesto, ki bi ga moral nujno zasesti. Nemogoče je torej prezreti, da je bila cesta za napad na Kijev tlakovana z dvema pomenljivima dogajanjima. Eno je bilo že 2 leti trajajoče vsesplošno obračunavanje z demokratičnim gibanjem v Belorusiji, drugo sodna prepoved Organizacije za varstvo človekovih pravic Memorial. Slednje, najtesneje povezano z imenom disidenta Andreja Saharova, rusko vrhovno sodišče ni po naključju razpustilo tik pred koncem leta 2021, slaba 2 meseca pred začetkom splošnega lomastenja po Ukrajini. Prav tako ni naključje, da so Memorialu kot enega glavnih grehov obesili prikazovanje Sovjetske zveze kot teroristične države. Sedanji režim v Kremlju se je namreč na žive in mrtve zvezal z bogato dediščino in tehnologijo te iste propadle tvorbe. Njegovo počasno drsenje v smer tistega, kar se v lepi nemščini imenuje Gleichschaltung, je lahko za nas hkrati živi učbenik zgodovine in približevanja fenomenu totalitarizma v 20. stoletju. Dovolite mi, da izpostavim 3 stebre omenjenega pojava, kot jih sam razbiram ravno ob srečevanjih zdaj že tudi zelo krvavim dogajanjem v postsovjetskem prostoru. Prvi, najpomembnejši in nostilni steber totalitarizmov je laž. Ta je njihov najgloblji temelj in zato hkrati njihova najšibkejša točka. Paradoksno pa tudi izhodišče njihove moči. Vsi totalitarizmi 20. stoletja in sodobni neosovjetizem si na zastave pišejo obrambo pravic ljudstva, a se vsi po vrsti iztekajo v oblast oligarhičnih klik, ki so pogosto ožje od tistih v tradicionalnih družbenih modelih. Prikrivanje tega preprostega dejstva, ki je bilo bistrejšim opazovalcem razvidno že vsaj v 30. letih 20. stoletja, ko so mnogi drugi z občudovanjem gledali na domnevno veličino totalitarnih projektov, zajema večino prizadevanj njihovih nosilcev. Ena prvih žrtev je tukaj jezik. Sovjetski bolševizem in za njim nemški nacionalsocializem sta najbolj zaslužna za umik sveta, v katerem so resnični pojavi in poimenovanja zanje del vzporednih vesolj, med katerima ni praktično nobene stične točke. Nacionalsocialistični režim je 7. aprila leta 1933, dobra 2 meseca po Hitlerjevem prihodu na oblast, recimo izdal zakon o ponovni vzpostavitvi poklicnega uradništva. Tudi kakšen sodoben opazovalec bi se takega naslova razveselil. Sodil bi, da je bil zakon namenjen zamenjavi skorumpiranih, politično in po zvezah in poznanstvih nastavljenih kadrov z resničnimi strokovnjaki.
Pa seveda ni bilo nič bolj odmaknjeno od resnice. Zakon je bil namreč odločilni korak k množičnemu prisilnemu upokojevanju in odpuščanju judovskih in drugih politično nezaželenih državnih uradnikov. V drugačnih zemljepisnih širinah in tudi v nekoliko drugih časih so neljubo okoliščino, da ljudstva, ki ne bi bilo v središču prizadevanj režima, dejansko niso kaj preveč pripuščali k besedi, prikrivali z inflacijo določenih pridevnikov in samostalnikov. Milica je bila ljudska, armada je bila ljudska, v vzhodni Nemčiji je bila ljudska tudi mornarica. Če je bila na zahodu Evrope neprava ali celo gnila meščanska demokracija, je bila na vzhodu in tudi pri nas prava, tako je kot že dvakrat ljudska demokracija. Komaj si odprl kak rokovnik, že je obstajala nevarnost, da ti bo na glavo padla toča ljudskih in demokratičnih organizacij. Naivno bi se vprašal, zakaj bi se kdo na vse kriplje delal, da je nekaj, kar očitno ni. Zakaj bi razglašal, da je večji demokrat od demokratov, če mu za demokracijo ni mar in jo v resnici prezira. Ruski carizem recimo ni nikoli trdil, da je bolj demokratičen od britanske ureditve. Še več, lastno avtokracijo oziroma samodržstvo je predstavljal kot ideal. Totalitarizmi svojih pravih temeljev seveda niso mogli predstavljati kot ideal ravno zaradi tega, ker je v njih čista laž. Laž, ki jo lahko odpihne vsako najmanjše nasprotovanje, to pa dela nosilce režimov, ki niso zasidrani v nobenem izročilu in nobenih vrednotah, nervozne in nasilne. A prav zaradi laži kot izhodišča vlagajo vse sile v vzpostavitev razmer, v katerih je javno pristajanje na laž popolno. In v tem je njihova sprevržena moč. Vsako javno kritiko in vsak javni izraz nestrinjanja se trudijo zatreti v kali. Volitve in referendume izrabljajo kot učinkovito potrjevanje laži. Zato ne pride v poštev, da bi se na njih strinjalo samo 60 ali 70% volivcev ali da bi se jih samo toliko udeležilo glasovanja. V mestnem muzeju v Kölnu je na ogled glasovnica iz leta 1934, ki dokazuje, da na referendumu o združitvi firerske in kanclerske funkcije na enem od kölnskih volišč ni bilo 100% strinjanja, kot je trdila uradna statistika. Vzhodno-nemške aparatčike je maja leta 1989 čisto vrglo iz tira, ko je na lokalnih volitvah uradna lista ponekod dobila samo 97, ne pa 99% glasov. In so se lotili popravljanja rezultatov, kar je sprožilo gibanje za demokratične spremembe. Aleksandr Lukašenka si leta 2020 v Belorusiji ni znal predstavljati, da bi si pred javnostjo pripisal denimo samo 60% podporo in se za zmagovalca volitev, ki jih je po vsej verjetnosti izgubil, razglasil z vrtoglavih 80,1%. Žalostna ironija je, da je s tem dobesedno posnel izid poljskih povojnih volitev leta 1947, kjer prav tako ni bilo nobene povezave med objavljenimi številkami in dejanskim glasovanjem. Tudi Svetlana Cichanovska je uradno dosegla natanko enak odstotek kot opozicijska poljska ljudska stranka leta 1947. Drugi steber, ki ga razkriva kremeljsko lomastenje, je morda manj opazen. Gre za to, da so nas skušali totalitarizmi prepričati, da ima njihovo vsesplošno obvladovanje družbe podlago v suhi, natančni, neosebni znanosti. Drago Jančar je sjajno opisal to sklicevanje v svojem romanu Severni sij. Navajam. Po antropologu Weinertu sta dva kriterija odločilna za kakovost rase. Oba se tičeta človekove glave oziroma lobanje. Prvi kriterij je indeks glave, drugi pa oblika glave. Ako se dolžina glave označi 100, tedaj mora biti širina 3/4 ali 75% te dolžine, oziroma nekaj več ali manj od 3/4. Oblika glave naj pokaže kulturno vrednost rase. Širokoglavci z indeksom nad 80 so najnesposobnejši in najnevarnejši elementi človeštva. Konec navedka. Seveda se je takšen poskus pseudoznanstvenega utemeljevanja nacionalsocialističnega rasizma soočal z nepremostljivimi težavami, kajti, navajam spet Jančarja, Sokrat je bil
še naprej ugovarjajo Weinertu, po rasni teoriji popoln kreten, Kant širokoglavec z indeksom 85,5, Leibniz pa z indeksom 90,3. Konec navedka. Jemati resno domnevno znanstvena izhodišča totalitarnih družbenih modelov je izjemno nevarna igra. Njihovi temelji so namreč tako v primeru fašizma kot nacionalsocializma in komunizma izrazito prvinski in tako rekoč vulgarni. Pravzaprav je v njih iskati globlo idejno poglavo že osnovna napaka. Enako velja za poskuse, da bi dali sedanjemu lomastenju po Ukrajini plemenitejšo in bolj vsebinsko podlago, kot jo ima. To je v eni svojih težko razumljivih miselnih akrobacij povsem jasno vedel tudi Edvard Kozbek, ko je svojemu dnevniku zaupal. Navaja: vedno bolj razumem, da ima v veliki zgodovinski perspektivi bolševizem svoj smisel. Pri tem me vedno manj moti, da ga mora dopolniti v tako preprosti, preveč poenostavljeni, skoraj banalni obliki svetovnega nazora. Skoraj gotovo, da se bo preval izvršil v nasilno radikalni obliki. Konec navedka. Ravno pesniki svetega Jurija in obščavnici, ki kljub zavedanju o banalnosti svetovnega nazora v temelju bolševiškega totalitarizma paradoksno stavi prav nanj, predstavlja dober prehod k tretjemu stebru. Gre za presnetljivo nemoč in nebogljenost številnih intelektualcev ob trku s totalitarizmi 20. stoletja, kar je mimogrede v svoji pridigi omenil tudi že gospod Načkov. Kozbeka, recimo, so imeli mnogi v zadnjih medvojnih letih za intelektualnega giganta. Navduševal jih je navsezadnje tudi svojo megalomanijo, ki danes deluje precej neodraslo. Nazadnje je svojo kapitulacijo pred iluzijo o veličini revolucionarnega projekta številne popeljal naravnost v pogubo. Dovolj je pomisliti na njegovo apologetsko prikazovanje revolucionarnega nasilja med špansko državljansko vojno. Navaja: četudi je množica požigala cerkve iz zgoraj omenjenih vzrokov in povodov, ki jih bomo navedli še spodaj, in četudi je ljudstvo morilo duhovnike iz čezmernega osebnega sovraštva, je treba reči, da se vsa ta dejanja niso porajala po kakem zverinskem načrtu, ampak so nastajala posamično. Konec navedka. Seveda na podlagi takšnega gledanja v stran ni bilo mogoče pričakovati, da bi se Kozbek kaj odločneje postavil zoper iste pojave, ko so nekaj let zatem dosegli njegovo domovino. Pri intelektualcih gre namreč za to, da se še teže od preprostih ljudi ločimo od iluzij, ki smo jih dolga leta ujčkali vsaj v mislih in besedah. Preproste ljudi sicer lahko navduši in zaslepi navidezna veličina in učinkovitost totalitarnih družbenih modelov, ki zaradi že omenjene banalnosti svojih temeljev vse povsod ubirajo bližnjice. Toda intelektualne iluzije so se v 20. in 21. stoletju izkazale za veliko trdovratnejše. Tako eden največjih klasičnih filologov 20. stoletja, nemški Jud Eduard Norden, po pričevanjih začel svoje predavanje dan po Führerjevem prevzemu oblasti s tem, da je parafraziral znani vers pesnika Enija o borcu proti Hannibalu iz druge punske vojne. Unus homo nobis audendo restitui terem. En sam človek nam je svojo drznostjo obnovil državo. Določeno vero v krmarja Hitlerja je filolog očitno ohranil še potem, ko je že bilo jasno, da zanj kot Juda v novi Nemčiji pod narekovaji ni več prostora. Odpustili so njegova judovska asistenta, ga poslali v pokoj, zapustiti je moral Prusko akademijo znanosti. Umrl je v Švici. Ko gre za rusko agresijo na Ukrajino, ugotavljamo, da se kljub v veliki meri ustreznemu odzivu mnogi intelektualci spet ne znajo posloviti od preteklih iluzij. Zlasti privid Rusije kot prve dežele socializma, vsaj pri manjšini pa v zadnjih letih enako bloden privid iste Rusije kot domnevnega branika tradicionalnih vrednot, jim zastira pogled na laž v temelju sedanjega kremeljskega režima. Tako je tudi zato, ker je njegov predhodnik, sovjetski sistem, uspel v veliki meri uspešno prodati svoje videnje,
v katerem so bile zaščite spomina deležni storilci in ne žrtve. Samo resnična osredotočenost pogleda nanje je lahko zdravilo za iluzijo. Če se pomaknem proti koncu, je pred dobrim desetletjem že omenjeni Drago Jančar napisal besedilo o angeli vode z naslovom Gluhonemnica. Tam je izrazil prepričanje, da bo v prihodnosti glas mučene angele vode, žrtve nacistov in komunistov, tisti, ki bo najbolj slišen. Takrat sem bil o čem takem povsem prepričan tudi sam. Danes nisem več. Med drugim zaradi sorazmerno skromnega mesta, ki ga ima v našem spominskem koledarju 23. avgust. Resno se sprašujem, komu bo v prihodnje pripadal veliki oder zgodovine, tiranu ali njegovim žrtvam. Denimo mali Lizi, 4-letni deklici z Downovim sindromom iz Vinice zahodno od Kijeva, ki je bila ubita v nesmiselnem napadu na mesto daleč od frontne črte. Bo možakar, ki je ukazal njen umor, obveljal za spodobnega voditelja, ki je vendarle dvignil padlo Rusijo in se izkazal za učinkovitega vladarja, čeprav je svoje domnevne uspehe tlakoval s trupli. Bo torej njegova usoda taka, kot je usoda Josipa Broza, Edvarda Kardelja, Vladimirja Iliča Lenina, včasih celo Benita Mussolinija. Pri njih so v večinskem zavedanju njihove številne žrtve velikokrat zgolj opomba pod črto sapo jemajočih dosežkov. Enako v novejšem času velja za Fidela Castra. Ob njegovi smrti nekateri voditelji demokratičnih držav in celo naš papež niso zmogli najti besed, ki bi bile zanj zares primerne. Končno dopuščam možnost, da se tiran izogne obsodbi zgodovine tudi zato, ker imam sam na vesti knjigo o zgodovini nekega bolj odmaknjenega obdobja, v kateri njegovi predhodniki nekoliko manj megalomanskih načrtov zasedajo kakšnih 80% prostora, o njihovih žrtvah pa je malo govora. Toda trezen razmislek zgodovinarja se ne pokriva z razmislekom kristjana. In kolikor sem kristjan, sem prepričan, da je mala Liza že v varnem očetovem naročju, iz katerega je ne more nihče več iztrgati. Da se ji bo potrpljenja polnem življenju pridružila njena mamica in da so jo, ko je prišla v očetovo naročje, sprejeli mučenke in mučenci, žrtve vseh tiranov, ki so si prisvajali pravico do razsojanja o življenju in smrti. Prepričan sem še v nekaj drugega, da živi tiran v peklu. Ne v peklu, v katerega bi ga vrgal dobri Bog, v peklu, ki si ga je zgradil in za katerega se je odločil sam, v peklu, v katerem vsak trenutek trepeta, da se bo njegova na pesku in laži zgrajena hiša sesula, ker jo bo odnesel droben piš resnice. Tega strahu ne morejo preglasiti vile v vseh koncih države, ne zlate pipe, ne oblušujoče bobnenje bombnikov, pa tudi jog žrtev ne. Ne bi ga mogel odpraviti niti vstop v porušeni Kijev, o čemer verjetno sanja vsako noč. Kajti dokler obstaja najmanjši otoček drugačnega mnenja, hišica iz laži ni varna. Takšno življenje je človeška in civilizacijska beda, neprimerljiva z drugimi bedami. Ena sama zaresna misel na žalostno životarjenje tirana, v senci privida moči, lahko odplavi vsako iluzijo, vsako občudovanje takšnega režima. In nihče ne razkriva resnične bede totalitarnih družbenih modelov bolj kot pogled na njihove žrtve. Ker pa 23. avgustu, dnevu spomina nanje, sledi jutri 24. avgust, ko bo trpeča Ukrajina praznovala 31 let svoje neodvisnosti, naj bo dovoljeno, da sklenem z besedami morda najbolj znanega sodobnega ukrajinskega pisatelja Jurija Andruchoviča. Pomlad prihaja in Ukrajina bo.